Haleluja. Jezus je živ in z nami je vedno, haleluja, in to je dobro. On nas nikoli ne bo zapustil. Tudi če nas vsi zapustijo, Bog je vedno z nami, haleluja. In on verjame vate, on se ukvarja s tabo, on ni razočaran na tabo, on je vedno tukaj, vedno ti na razpolago, vedno deluje v tebi, haleluja. In je navdušen nad tem, da mu pustiš v svoj urnik še njega, haleluja. Dajmo se pogledati, če naprej v Jezusovih zapovedih, in sicer smo v predzadnji, ki govori o tem, ne krščujemo ljudi. In beseda krst je beseda baptize, kar pomeni, da se potopiš. In to je ena stvar, ki je dost radikalna v duhovnem svetu. Jaz se spomnim, ko smo v času vojne v bivši Jugoslaviji, tam v zgodnjih 90-ih, ko smo vsak dan ogromno muslimanom lahko predstavili evangelij in so z veseljem spremljali Jezusa, Bog je deloval. In sem bil v begunskem kempu v Gašincih med 3000 muslimani. In vsak dan sem vsaj 10 muslimanov imel privilegij pripeljati k Jezusu. In videli smo veliko čudežev. Ampak kaj se je pa zgodilo? Eni so se odločili, gremo se krstiti v vodi. In ko smo pa jih začeli krščevati v vodi, se pravi, da so se potopili pod vodo in ostali v novo življenje, pol smo imeli pa probleme. Pa so se pa iz Saudske Arabije nekje pojavili neki muslimani in zahtevali od hrvaške vlade, da nas vržejo ven iz kempa, da kdo smo mi, da krščujemo muslimane in tako naprej. In seveda Bog je to vse obrnil na dobro in smo se še bolj razširili naprej. Se pravi, je res ena avtoriteta v duhovnem svetu, ki si tu odločiš, ne samo da verjameš v Jezusa, ampak da boš potopil pod vodo staro življenje. Jaz verjamem, da je to toliko močno, kot ko imaš ti punco ali pa če je to tvoja žena. Je razlika. Dajmo se pogledati v Mateju 28:19. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Tukaj v krstu gre za smrt, pokop in vstajenje Jezusa. To je nekaj, kar smo popolnoma doživeli v tistem trenutku, ko smo se rodili v Božje kraljestvo. To je izkušnja novega začetka, ki ga uprizorimo s tem, ko gremo pod vodo, pokopljamo starega človeka in potem ostanemo ven iz vode v novem človeku. Dostikrat sem slišal, da to je zunanja manifestacija notranje sprejete milosti. Se pravi, to, kar se ti je najprej zgodilo v tvojem duhu, greš zdaj in narediš še na ven. In se pravi, gre za sporočilo odpuščanja in sprave in to je nekaj, kar se lahko dotakne celotnega naroda. A si predstavljate, da gremo oznanjevati evangelij in pol se 1000 ljudi na ulici sprobane, gremo kar do reke najbližje, se vsi not potopijo in gremo, pa to je noro, haleluja. Jaz to verjamem, haleluja, da to nas čaka. In vsak lahko, kdorkoli sprejel se lahko takoj da krstiti. To vidimo v apostolskih delih. Še isti dan, sploh niso mogli čakati, še isti dan so se šli krstiti. To je nekaj toliko radikalnega, haleluja, da ne rabimo posebnih piknikov, posebnih dogodkov, čeprav mi jih imamo, mi čakamo cel let, da se ljudje naberejo, mogoče 2-krat, 3-krat na let. In v bistvu ena dobra lastnost je, da v tem času, ko je korona, ko so prepovedane velika zbiranja brez dovoljenj, lahko krščujemo ljudi kjerkoli in večkrat in naj se to dogaja, cel let, 24 ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na let, kjerkoli se kdo spreobrne, dajmo ga čim prej potopiti v vodi. In spomni se, da si krščen, da si ti potopljen, da je tvoj star človek umrl, ko te nekaj napada, reče, jaz sem potopljen, moj star človek je potopljen, jaz sem skupaj s Kristusom vstal v novo življenje. Se slišimo jutri.